Sem Boštjan Perne, z obveščevalno varnostjo sem se ukvarjal 16 let, sedaj pa spremljam in komentiram varnostne razmere tako v Sloveniji kot malo širše. Prebral sem vaš program in moram reči, da podpiram idejo, da se poostri oziroma da se vzpostavi ustrezen režim na šengenski meji in pa da se dokončno zaustavi ilegalne migracije. Zadnji veliki val ilegalnih migracij je pokazal, da je policijski sistem Republike Slovenije šibak. Namreč že po nekaj dneh se je izkazalo, da številčno ni dovolj velik, da bi obvladal krizo, zaradi tega je na pomoč prišla Slovenska vojska, ki do danes skupaj s policijo upravlja naloge na meji, torej patruljira ob meji. Zanima me, kaj boste naredili, da boste številčno okrepili in nadgradili policijo, in pa zanima me, ali boste vzpostavili zopet rezervni sestav, ki bo omogočal relativno dobro odzivnost policijskega sistema ob srednjih in velikih krizah. Z ugotovitvami gospoda Perneta se strinjam. Dejstvo je, da slovenska policija v sestavi, kakršna je sedaj, ne more zavarovati slovensko-hrvaške meje, se pravi zunanje meje šengenskega režima ob novem migrantskem valu. Ocenjujem tudi, da Cerarjeva vlada v tem primeru ni storila ustreznih korakov, ki bi to stanje bistveno izboljšali. Postavljena je bila ograja, ki pa po moji oceni ne more zadržati vala, kot bi ga lahko pričakovali. V tej smeri je nedvomno smotrno razmišljati o ponovni uvedbi rezervne sestave policije, vsekakor pa je potrebno razmisliti tudi o uvedbi nacionalne garde, kar je Slovenska demokratska stranka pred časom že predlagala. Izkušnje tujih držav so pokazale, da je to smiselno in smotrno. Slovenska demokratska stranka bo zato, takoj ko bo prevzela vlado, sprejela te nujno potrebne ukrepe. Vojna v Siriji je prinesla velike varnostne spremembe tudi v naš prostor, splošno pa v celoten evropski prostor. Varnostni strokovnjaki ocenjujejo, da se nevarnost terorizma v Evropi v nadaljnjih letih ali celo desetletjih ne bo zmanjšala. Temu v prid govorijo tudi borci, ki se vračajo iz sirskih bojišč. Tudi na Balkan se jih je vrnilo več 100. Slovenski obveščevalno-varnostni sistem, ki bi moral biti eden izmed temeljev protiterorističnega sistema, se izvaja preventivo, je trenutno v veliki krizi. Po drugi strani pa vlada protiteroristične dejavnosti ne jemlje z vso resnostjo. Zakaj tako trdim? Protiterorističnega koordinatorja, ki je eden izmed ključnih v učinkovitem protiterorističnem sistemu, je vlada imenovala šele januarja 2017, direktorja Sove Zorana Klemenčiča, do takrat pa je bil formalno koordinator protiteroristične dejavnosti Damir Črnčec, ki je svojega položaja odstopil že leta 2013. Tako da dejansko 4 leta nismo imeli ustrezne protiteroristične koordinacije. Zanima me, na kakšen način boste vzpostavili ustrezen protiterorističen sistem, ki bo Sloveniji zagotavljal nadaljnjo varnost, in pa zanima me, na kakšen način boste uredili koordinacijo protiterorističnih služb v protiterorističnem sistemu. V uvodu odgovora želim opozoriti na bistveno razliko glede notranje varnosti med državami Višegrajske skupine, kjer terorističnih akcij in nasilja povzročenega strani migrantov praktično ne poznajo, in med ostalimi evropskimi državami, ki so v preteklosti sprejemale nekontrolirano število migrantov in pri katerih prihaja tako do zmanjšane notranje varnosti v državah, kakor tudi terorističnih akcij. Problem, na katerega je opozoril gospod Perne, vračanje beguncev iz sirskih bojišč, je vsekakor pereč. Slovenska demokratska stranka je pred časom na to že opozorila, pripravila je tudi predlog spremembe kazenskega zakonika, ki je vsako novačenje, pomoč ali celo sodelovanje v skupinah skrajnih islamislov označil kot kaznivo dejanje in ga ostro kaznoval. Tedanja vladna koalicija je ta zakon zavrnila, žal zavrnila. Kar pa se tiče
aktualne situacije, v kateri smo se nehote znašli, moramo poskrbeti, da bojo slovenske varnostne službe ustrezno koordinirane tako znotraj sebe, kakor tudi sodelovale z varnostnimi službami sosednjih držav. Izkušnje iz preteklosti namreč kažejo, da so posamezne službe v posameznih državah sicer zaznale nevarnost nekaterih terorističnih akcij, ker pa niso bile ustrezno medsebojno koordinirane, je do teh akcij vseeno prišlo. Res je, da so se številne teroristične akcije sicer ubranile, pa vendar je vsaka teroristična akcija, ki je uspela, preveč. Ob tej priliki bi spomnil na besede Ire, ki je ob neuspelem atentatu na premierko Margaret Thatcher dejala: vi potrebujete srečo stalno, mi jo potrebujemo samo enkrat. To je logika teroristov. Nikoli ne vemo, kje bojo udarili. Enkrat potrebujejo srečo, da svojo teroristično akcijo izvedejo. Mi, države, nacionalnosti, pa moramo biti pripravljeni stalno. Zato je potrebna ustrezna koordinacija in Slovenska demokratska stranka bo za to poskrbela. Zavarovali bomo ljudi, pa tudi njihovo premoženje. Zavarovali bomo Slovenijo. Torej, med procesom arbitraže je prišlo do ene največjih afer, saj je tuja agentura prisluškovala našim diplomatom, ki so ključno, oziroma ti podatki so potem ključno vplivali tudi na razplet arbitraže in močno škodili državi Sloveniji. Službe, ki so zadolžene za protiobveščevalno spremljanje, niso zaznale, da verjetno tuja agentura pripravlja takšno aktivnost, niso zaznale aktivnosti same in, kar je najbolj žalostno, do danes ne vemo, kdo in kako nam je prisluškoval. To v normalni državi ni sprejemljivo. Vemo tudi, v kakšnem stanju je trenutno Sova, naša ključna služba, tako da lahko predvidevamo, da tudi na obveščevalnem področju razmere niso dosti boljše. Zanima me, kaj boste naredili, da vzpostavite ustrezen, trden obveščevalno-varnostni sistem in na kakšen način boste zagotovili ustrezno protiobveščevalno in varnostno zaščito naše domovine. Primer Sekolec Drenik, ki je tukaj omenjen, ne kaže le na slabo delovanje slovensko varnostno-obveščevalne službe, kaže tudi na zelo slabo in neodgovorno ravnanje slovenskih uradnikov. Pravilo je, da se vse občutljive komunikacije tako znotraj države, kakor tudi zunaj, vršijo po kriptiranih linijah, po kriptotelefonih in ostalih varnih vezah. To, da sta si dva uradnika za tako pomembno zadevo privoščila komunicirati po nezaščitenih linijah, kaže na zelo slabo organiziranost celotne sheme ali pa na neodgovornost teh dveh posameznikov. Vsekakor bi bilo to zadevo treba razčistiti, pa tudi ustrezno ukrepati. Kar pa se tiče slovensko varnostne obveščevalne službe, primer Sekolec Drenik ni edin primer, ki ga niso pravočasno zaznali, takih primerov je žal več. Kaže na slabo delo slovensko varnostne obveščevalne službe. Pa če pogledamo samo to, da ta služba praktično že en mesec stavka, pa v občani ali pa v varnosti tega ne ugotovimo, saj predsednik vlade je zatrjeval, da varnostna situacija v državi zaradi te stavke ni ogrožena. To kaže na dejstvo, da je tu nekaj hudo narobe. In razloge za takšno stanje v tej službi lahko iščemo tudi v tem, da je ta služba nastala z nekdanje službe državne varnosti, bolj poznane kot UDBA. Številni kadri z tega obdobja so ostali v tej službi, hkrati pa se tam vrši tudi negativna selekcija zaposlovanja. Kajti ta služba ni podrejena javnim razpisom, temveč se nove zaposlene zaposluje na podlagi zaupanja. In če boste šli gledati strukturo te službe, boste lahko hitro ugotovili, da so tu kadrovani, zaposleni predvsem prijatelji, sorodniki trenutnih obveščevalcev. In če se spomnite tudi dogodka izpred par let, ko so v javnost prišle slike z njihovega piknika
ko so nekateri obveščevalci pijani ležali na tleh, na glavah imele kape z rdečimi zvezdami in podobno, potem se moramo resno zamisliti. In ko bo Slovenska demokratska stranka prevzela vlado, bo poskrbela, da se bo ta služba ustrezno reorganizirala. Takšni kadri, ki ne sledijo varnostnim situacijam, takšni kadri, ki si privoščijo izpade, kot je bilo z tega pijančevanja, za takšne ljudi v tej službi ni mesta. Okrepili pa jo bomo z mladimi, sposobnimi obveščevalci.